Dober dan, najlepša hvala, upam, da se slišimo. Najlepša hvala za možnost predstavitve. Namreč v Krškem se trudimo na področju trajnostne mobilnosti in zelo radi tudi predstavimo svoje dobre prakse. Danes vam bi jaz rada malo predstavila z drugega vidika, kako smo se mi lotili dejansko boljše kvalitete bivanja v občini Krško. Želeli smo pač, da imamo višji nivo bivanja, zato smo se odločili, da prvi korak je, da naredimo nekaj na prometu, seveda pa smo prepoznali potrebo po trajnostnem načinu gibanja. Krško leži deli reka Sava na dva bregova, in sicer na desni breg, kjer imamo staro mestno jedro, in pa levi breg reke Save, imenovan Videm. Skozi Krško smo imeli tudi veliko let tranzitni promet, ki je potekal Zidani most Drnovo, imeli smo en most, skratka, bilo je Krško zabasano s prometom, če povemo malo po domače. Tako smo začeli razmišljati, kako bi lahko rešili to zagato, in smo delali na dveh nivojih. Najprej smo želeli spraviti tranzitni promet iz mesta, to nam je lansko leto tudi uspelo. Sedaj ima Krško 3 mostove, ki prečkajo reko, tranzit je speljan v celoti na obvoznico in tako se s tranzitnim prometom ne srečujemo več. Drugi izziv pa nam je bilo spremeniti navade ljudi, da se po mestu premikajo trajnostno in s tem pripomorejo k čistejšemu zraku, k manj hrupa in pa seveda k svojemu zdravju, kajti vsi vemo, da gibanje je tisto, kar nam prinese več zdravja, več veselja, več zadovoljstva in posledično več uspehov. Tako smo začeli graditi najprej na kolesarski infrastrukturi, kasneje pa smo ugotovili, da je potrebno imeti neki dokument, neko strateško načrtovanje, in smo sprejeli celostno prometno strategijo. Začeli smo delati tudi na peš prometu, seveda pa so bili največji izzivi osnovne šole in promet v okolici osnovnih šol. V Krškem imamo kar nekaj osnovnih šol ob državnih cestah, največja osnovna šola pa leži ob državni cesti Krško-Zdole, ki je povezovalna cesta, povezuje dva naselja, je državna regionalna cesta in je kar nekaj prometa na njej. V omenjeni šoli pa je preko 800 otrok, tako da so bili izzivi, da rešimo to prometno zagato oziroma umirimo promet v okolici te šole, veliki. Seveda smo že predčasno naredili eno manjšo dvignjeno ploščad, pri šoli je bilo, evo slikico, pri šoli je bil prehod za pešce, ki je bil zelo nezaznaven, in promet, kljub temu, da smo imeli cono 30, je potekal z večjimi hitrostmi, v glavnem, ko smo delali meritve, je tudi znotraj cone 30 bil vedno promet nekje na zgornji meji 50 kilometrov na uro, povprečni letni promet dnevni. Tako da smo ugotovili, da bo tukaj potrebno se lotiti enega celovitega in bolj širše obravnave tega projekta. Odločili smo se za širši projekt, izbrali smo projektantko, ta pa nam je svetovala, da vključimo tudi strokovnjaka, ki bo pri projektu sodeloval z izkušnjami in rezultati drugih držav, ki so na tak način reševale projekte in imajo zelo dobre prakse in rezultate. Tako nam je pomagal gospod Uroš Brumc in gospa Mojca Rdakovič je bila glavna projektantka, in jaz smo se lotili pač zasnove tega projekta. Začeli smo pri
ukrepih meritve prometa. Delali smo skrite meritve in to je bil naš prvi korak in ugotavljali hitrosti in videli, da dejansko ljudje vozijo tako kot pred cono 30, tudi v coni 30, da te dejansko ne prepoznajo. Drugo, smo opazovali otroke in pa avtomobile, kako se znotraj te cone gibajo, kje prehajajo skozi cesto, kako sodelujejo med sabo in smo vzeli to. Seveda smo pa se vključili tudi vodstvo šole in pa profesorje oziroma učitelje, ki so delali na prometu. Potem smo zaznavali, smo poslali ankete učencem in spraševali starše o njihovih navadah, kako vozijo v tej okolici, kako zaznavajo otroke, kako zaznavajo promet. Vse te rezultate teh opazovanj, teh meritev smo združili strnili v neko nek cilj, kako zdaj pa naprej narediti. Tako da nastal je projekt, ki sledili smo temu cilju, da pa je potrebno voznike bolj ozavestiti, bolj označiti ta del šole, ta del ceste v okolici šole, kajti že izkušnje iz drugih držav kažejo, da vozniki, da je to psihologija voznikov takšna, da ko vidijo nekaj več označenega, bolj pisane barve, se začnejo zavedati, da se tukaj nekaj dogaja in se tudi njihova hitrost zmanjša. Tako je nastal projekt, tukaj vidite na slikici naša novo upodobitev te ceste in seveda zdaj je bilo treba pogledati, kakšne imamo mi učinke. Projekt je pa, bila je pa še ena dilema, da je bilo treba projekt pa predstaviti in dobiti soglasje direkcije, ker je to državna cesta. Takšnega projekta na državni cesti do zdaj še ni bilo in je bil to tudi velik izziv. Seveda z dobro predstavitvijo na direkciji nam je tudi uspelo, v pomoč pa nam je bil tudi 21. člen Zakona o cestah, ki dovoljuje arhitektonsko oblikovanje vozišča. Tako da dobili smo soglasje, projekt smo izvedli in začeli meriti ukrepe izvedenega projekta. Nastavili smo zopet skrite meritve. Te so pokazale, da so en mesec, najprej smo merili en mesec, smo ugotovili, da je hitrost se bistveno upočasnila, dejansko je bila povprečna hitrost 33 do 37 kilometrov na uro v coni 30. Tukaj smo to potem poslali tudi večkrat redarje in dejansko promet še bolj umirili. Na koncu, lahko rečem, po 2 mesecih so nas redarji prosili, če lahko nehajo izvajati meritve, ker nimajo več kršiteljev. To nam je bil zelo dober znak in da je projekt pač dosegel svoj namen. Enako smo razdelili ankete, starši v večini so bili rezultati, da so zadovoljni s poslikavo, da se zavedajo, da je to območje šole, da ko pridejo v to pisano območje, tudi avtomatsko odmaknejo nogo z gasa in upoštevajo cono 30. Otroci so bili zadovoljni, ker starši in pa vsi drugi uporabniki počasneje vozijo, tako da smo uspeli res umiriti ta promet in smo s tem zadovoljni. V tej coni pa še vedno imamo pregledovalnik Vi vozite in ta pregledovalnik hitrosti imamo povezan na svojem računalniku, tako da dnevno pregledujemo hitrosti. Včeraj je bila povprečna hitrost 37 kilometrov na uro, je pa tudi nekaj res, da ko gledamo te podatke, da prav opazimo, da ko se vozniki zavedajo, šole ni, soboto, nedeljo se hitrosti malo povečajo, v času pouka se hitrosti zmanjšajo.
Tako da tudi to mislim, da je zelo dober ukrep. Seveda smo te dobre prakse začeli širiti potem tudi v okolici drugih šol. Mi imamo osnovno šolo ob državni cesti tudi v Koprivnici, to vidite ono drugo slikico. Tukaj je cesta v zelo slabem stanju in smo mogli ob cesti, smo lahko naredili te poslikave samo na enem delu, vendar direkcija nam je dala soglasje in direkcija pripravlja projekt za rekonstrukcijo te ceste, kjer bo vključena tudi ta poslikava v okolici šole. Delamo pa tudi zdaj elaborat za enako ali pa zelo podobno poslikavo v okolici osnovne šole na Raki, ki tudi leži na državni cesti. Imamo pa še ta ukrep izveden na občinski cesti, in sicer v okolici osnovne šole s posebnimi potrebami. Na slikici vidite tudi osnovna šola Brestanica. Tukaj smo zavzeli malo drugačen pristop, ker je cesta delila šolo in igrišče, smo speljali cesto stran od šole in cesto v celoti zaprli. Dovoljeno je le za šolski avtobus in pa dostavo hrane ali česarkoli za šolo. Seveda smo nadaljevali z malo drugačnimi ukrepi tudi. Postavili smo zaradi tega, ker so starši skoraj pri vsaki šoli otroke želeli pripeljati do vrat, smo se odločili, da to malo prekinemo na način, da postavimo table Kiss and Ride. Tukaj vidite na slikici poslikavo in pa tablico pri glasbeni šoli v Krškem. S tem smo odstranili 8 parkirnih prostorov, naredili prostor za 3 avtomobile, kjer lahko starši pripeljejo, tukaj se od otroka poslovijo, nato pa otroci varno po varni poti, vidite pikice na tleh, tako smo jim označili varno šolsko pot, pridejo v šolo. To smo naredili pri vseh osnovnih šolah, določili mesto in tako preprečili, da starši vozijo otroke do vrat, in pa s tem so tudi otroci na drugačen način prihajajo v šolo, se malo razgibajo in postanejo tudi bolj samostojni. Naprej, prosim. Tukaj smo pokazali kolesarsko stezo v Krškem, v samem centru starega dela. Kaj bi tukaj želela povedati, tukaj smo naredili tudi en nov ukrep, mogoče potem še eno slikico naprej bomo videli. Ne, ni na tej slikici, bomo prišli do tam. V glavnem smo skozi most, najstarejši most v Krškem, smo naredili kolesarske pasove. Otroci hodijo iz enega dela v drugi del, tole, ja, na mostu v Krškem, kolesarski pasovi, ki povezujejo levi in desni breg. Otroci in tudi odrasli se sedaj lahko vozijo varno po mostu in v rondoju. V rondoju imamo šerov, na mostu, kjer je dovolj širine, imamo pas in tako imamo skozi od Zatona, to je tista slikica, ko smo jo prej videli, kolesarska steza, pa do osnovne šole na Vidmu, kolesarsko povezavo nepretrgoma, tako da otroci iz enega dela v drugi tudi lahko hodijo v šolo s kolesom. Se varno premikajo, sedaj, ko ni tranzita, je to sploh posebej varno. Na drugi strani ceste vidite obvozno cesto za tranzitni promet in pa zraven smo naredili tudi večnamensko pot, tako da lahko tudi s kolesom in peš prehajamo ob tej obvozni cesti po raznih nakupih in opravkih. Prosim, še slikice. V Krškem smo v namen trajnostne mobilnosti postavili tudi 8 avtomatiziranih postaj za kolesa. Tukaj si lahko občani sposodijo kolo in jih vrnejo na lokacijah. Sistem se imenuje Krčan, se je dobro prijel in imamo tudi namen širitve tega sistema.
naredili smo tudi nov nadhod skozi železniško progo in s tem smo povezali na eni strani železniško postajo in na drugi strani, na drugi slikici vidite Park and Ride, tako da je možno iti preko železniške proge, si sposoditi kolo na eni ali drugi strani in spet povezati oba dela. Tukaj imamo zelo veliko izposoj koles, ko si ljudje izposojajo oziroma tudi dijaki, ki prihajajo v Krško in pa nadaljujejo pot potem do srednjega šolskega centra na drugi strani reke Save. Park and Ride, ljudje pustijo avtomobile in grejo po tem pešmostu na vlak. Na tem Park and Rideu imamo tudi polnilnico za električna vozila. V Krškem smo ugotovili, da se je povečala tudi poraba električne energije, kjer ljudje polnijo svoja vozila, kar pomeni, da se tudi povečuje uporaba električnih vozil v našem mestu in s tem spet pripomore k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Prosim naprej. V Krškem smo naredili tudi ulico, Cankarjeva ulica, ki je namenjena prvotno pešcem in pa seveda tudi kolesarjem, na katero smo postavili prvo tematsko tablo. Na tej tabli smo označili, koliko časa porabimo, da pridemo do določene destinacije. Predvsem je bolj namenjena turistom, pa tudi naši občani si jo radi ogledajo in ji sledijo. Lahko naprej. Električne polnilnice v Krškem. V Krškem imamo trenutno 6 polnilnih postaj, letos v javnih, imamo pa tudi nekaj pri lokalih gostinskih, tako da letos tudi širimo še 2 in naslednje leto imamo prav tako zagotovljena sredstva za postavitev novih polnilnih postaj. In s tem spodbujamo pač ljudi. Hvala. Sopotnik, tudi sopotnika imamo. Vsako leto širimo to uporabo, širimo prostovoljce in pa smo zelo zadovoljni z načinom, predvsem pa starejši občani, ki tako jim pomagamo, da jih popeljemo po nakupih, zdravniku in pa vseh njihovih potrebah. Prosim naprej. Lansko leto smo otrokom naredili tudi kolopark, tako da tukaj otroci lahko se učijo spretnostnih voženj, se razgibavajo, skratka, naredijo nekaj zase. V vseh osnovnih šolah, zlasti pa v osnovni šoli Jurija Dalmatina, izvajajo več let projekt Pešbus, so zelo navdušeni nad tem projektom, seveda se to dogaja v spomladanskih in jesenskih mesecih, pozimi malo manj. In pa na občini jih zelo spodbujamo, nabavili smo jim rutice, na katerih piše Pešbus. V tednu mobilnosti sodelujemo pri njihovem Pešbusu in skratka na več načinov z nagradami jih spodbujamo, da se ta skupina širi in tudi učitelji so zelo zadovoljni z odzivnostjo otrok. Tudi prometno kačo izvajamo na večini osnovnih šol in zadnje leto tudi teta Rozi gre v šolo peš, tako da smo začeli pri zelo malih, tudi v vrtcu. Pri najmanjših so se otroci začeli vključevati v razne skupine, tudi v trajnostno mobilnost, kar pomeni, da morajo starši pripeljati v vrtec otroke peš. Še prosim slikice. Lotili smo se tudi zapiranja trgov. Trg, kjer ga vidite, je nastal, je bil otvoritev, smo imeli ta slikica iz otvoritve v letu 2018 in smo dejansko prometno površino čez ta trg, to je Hočevarjev trg v Krškem, v starem mestnem jedru, ki je bil prepleten s cestami, smo naredili trg, zasadili, postavili klopce, naredili infotočke
in se skratka naredili eno lepo površino za otroke, kjer se zdaj posedajo, tudi starejši, počakajo mestni avtobus, polnijo mobitele, se veselijo, igrajo, rolajo, tako da smo dobili eno lepo površino, ki ni zaparkirana in kjer se ne vozijo več avtomobili. Še prosim naprej. Vsako leto v tednu mobilnosti tudi nekaj naredimo na varnosti osnovnošolcev in srednješolcev, jih ozaveščamo o nevarnostih prometa in pa probamo jih prepričati, da uporabljajo za svoje gibanje po mestu kolo in pa peš hodijo, seveda pa jim tudi predstavimo, kakšne nevarnosti so v prometu, in ravnatelj te šole nam je povedal, da odkar izvajamo te akcije, nimajo več smrtnih žrtev, prej pa so imeli kar vsako leto vsaj eno smrtno žrtev. Tako da s to akcijo nadaljujemo zdaj 6. leto in je prinesla velike rezultate. Slikica zraven prikazuje mobilno oviranje na poti skozi mesto. Vsako leto s šolo s posebnimi potrebami in pa društvom Sonček naredijo en obhod po mestu in pridejo na občino ter nam povejo, kje vidijo ovire v mestu, mi pa potem na osnovi teh zapisov te ovire odpravljamo. Vsako leto nekaj, tako da smo že kar veliko naredili tudi na tem področju odprave arhitektonskih ovir. Še slikica. Načrti za prihodnje. V Krškem bomo v naslednjem letu pričeli pešmost skozi reko Savo, peš in pa most za kolesarje. Takole izgleda idejni projekt, zelo se ga veselimo, ker bomo tudi tako ločeni od vsega prometa lahko povezovali levi in desni breg reke Save. Tudi sicer delamo veliko na trajnostni mobilnosti. V naslednjih letih imamo ambiciozne cilje in upamo in veselimo se, da tudi tako pripomoremo k čistejšemu okolju v našem mestu in pa seveda v naši državi. Hvala, ker ste me poslušali. Upam, da bo komu prišla prav naša praksa in za vprašanje izvolite. Hvala.